Vedno dobre volje in z nasmehom. 93.1, 97.0, 105.3. Radio Zeleni val. Na sporedu je oddaja z evropskim poslancem gospodom Francem Bogovičem. Oddajo finančno podpira Evropska ljudska stranka EPP Group. No, današnji oddaji pa je, kot smo že napovedali, Franci Bogovič, član SLS-a in pa seveda tudi Evropske ljudske stranke. Govorimo torej o europoslancu, ki je ne bom rekel v zadnjem obdobju, ampak pravzaprav v polovici tega mandata eden izmed najbolj delovnih slovenskih europoslancev. Na Radiu Zeleni val pravzaprav se ne pojavljate velikokrat, ampak bomo to popravili v nadaljevanju. Predvsem pa me seveda zanima, povsem na kratko, kako bi ocenili ta polletni oziroma pol mandat, ki je praktično že za vami. Ja, hvala in lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem Zelenega vala. Kar nekaj let je, kar smo nazadnje tudi, tako da se veselim tega srečanja. Pol mandata je za nami, 5-letni je ta mandat in ob novem letu, prehodu v leto 17, smo bili na polovici te naše poti. Zelo turbulentni časi so in temu primerno je tudi mandat zelo turbulenten. Evropska komisija, ki je bila postavljena novembra 2014, je postavila neke cilje, ki so šli predvsem v smer več investicij v Evropi, to je Junckerjev sklad, ki tudi podpira te zadeve. Na drugi strani energetska unija kot cilj, da se zmanjša poraba energije v Evropi, zmanjša uvoz energije, predvsem fosilnih gorivov iz teh nemirnih območij sveta. Digitalna unija, to so cilji, ki so v bistvu bili postavljeni in se tudi, moram reči, zelo uspešno uresničujejo. Tudi medijski prostor in sicer pa je ti 2 leti in pol zaznamovalo kar niz kriz, ki so bile če hočete na začetku ukrajinski spopad, ki je ravno v letu 2014 se zgodil, potem sankcije Evrope proti Rusiji, blokada kmetijskih trgov in podobno. Tudi sicer je na tej področju kmetijstva kar nekaj kriznih situacij bilo povezanih tudi z umikom mlečnih kvot, z problemom pri ceni teh kmetijskih izdelkov. Leto 15 zaznamovano z migrantsko krizo, predvsem to, da se je odprla ta balkanska pot, potem je nastopil ta problem različnih pogledov, različnih držav na reševanje tega problema, do zelo odprte politike nemške kanclerke Merklove, ki jo, kot vidimo, v tem letu plačuje to ceno za te poteze, v veliki meri do zelo zadržane ali pa včasih za mnoge nespremljive madžarske politike. In tu se je tudi pokazalo, da je znotraj Evropske unije včasih zelo težko doseči dogovor, da smo države tudi v različnih položajih, da se včasih ne potrudimo dovolj, da bi en drugega razumeli in na tem bo tudi zagotovo v nadaljevanju, ko sedaj govorimo o nekih različnih scenarijih Evrope, potrebno veliko postoriti. Tako da sam pa lahko rečem, sem pri svojem delu poskušal čimprej ujeti ta ritem tega dela, mislim, da mi je kar uspelo. Kot človek, ki sem se v preteklosti ukvarjal s kmetijstvom, z lokalno politiko, kot župan v Krškem, sem tudi v teh odborih, se pravi odborih za kmetijstvo in pa odboru za regionalni razvoj, in poizkušam čim več tega, kar vidim v Evropski uniji kot nekaj, kar je primerno tudi za uvedbo v domačem prostoru, z temi deležniki tudi čim več na tem področju narediti. Tako da moram reči, da imam dober občutek, tudi zelo veliko se vrtim po Sloveniji, tako da ob tem, da smo od ponedeljka do četrtka v Bruslju ali Štrasburu tisti teden, ko je plenarno zasedanje, so potem petki pa tudi velikokrat sobote zelo aktivne doma in poskušam na nek način tudi kot proevropski politik, ki mislim, da je Slovenija absolutno kot 2-milijonska država ima svojo eksistenco lahko samo v neki skupnosti, ne v tem globalizirajočem se svetu kot nek samuraj posameznik in vedno se reče, da je na razpolago več izbir, vendar jaz enostavno v tem trenutku ne vidim niti blizu primerljive Evropske unije to, kar imamo sedaj. Zato mislim, da je prav, da se tudi o tem zelo veliko pogovarjamo, da izmenjamo stališča in pa da konec koncev kot aktivni europoslanci ali pa kot aktivni
milijoni evropski državljani, sedaj, ko je odprta razprava o bodočnosti Evropske unije, tudi ta prostor so kreiramo. Ne priznam to, da smo zaradi tega, ker smo 2 milijonski manj vredni, da je naš glas manj slišan. Slišan bo toliko, kolikor bomo aktivni in kolikor imamo vizionarstva v sebi. No, po tejle glasbi se ponovno vračamo v studio. Z nami, naj ponovim še enkrat, je europoslanec Franci Bogovič, član seveda Evropske ljudske stranke in pa slovenske SLS. Mimo grede, malo prej ste v odgovorih že na nek način omenili tudi, kakšna je prihodnost Evrope. Nedolgo tega smo imeli v Sloveniji obisk Junckerja, ki je že nakazal seveda tudi na tako imenovani beli list, ne? Malo se je pošalil, ampak govorimo o beli knjigi, ki seveda govori tudi o Evropi, ki naj bi jo imeli, ne vem, mogoče v kratkem v Sloveniji, tudi seveda govorimo seveda na splošno za Evropsko unijo. Evropska unija je skupnost letos še 28 držav. Velika Britanija se poslavlja, Brexit, se pravi, Evropa je doživela tudi to, da se ne samo širi, ampak da se nekdo umika. In tudi sicer je zelo burno okoli nas, ali v neposredni bližini, če hočete, v Rusiji, Turčiji, Bližnjem vzhodu, ali pa v Ameriki, kjer se tudi piše neka nova politika. In takšna skupnost, kot je Evropska unija, je unikum v svetu in nihče na nobenem delu sveta ni 70 let ali pa 60 let, kar je Evropska unija, več kot 70 let po koncu druge svetovne vojne, takšno sodelovanje funkcioniralo. In ves čas je potrebno določenih sprememb. Ena velikih sprememb se je zgodila v začetku tega tisočletja, ko se je Evropska unija razširila tudi na Slovenijo in še ostalih 13 držav, če štejemo potem še Hrvaško, Bolgarijo, Romunijo, ki so se pridružila kasneje. In danes je ta Evropska unija bistveno bolj diverzificirana, večja razlika med državami, zato je včasih kar težko te interese uskladiti. In sedaj prihaja do tega, da se večkrat ena skupina držav lahko nekaj dogovori, druga nasprotuje in je ta operativna sposobnost na nek način zmanjšana. Časi, kot so bili pa finančna kriza, migrantska kriza, pa rabijo tudi hitrejše odločitve, kot jih je v takšnem formatu Evropska unija sedaj bila v zadnjih letih sposobna sprejeti. Ampak, ko govorimo že o Evropski uniji, praktično ne znamo napovedati članstva Evropske unije, čez, ne vem, mogoče 2 leti ali celo 5 let, kajti vemo, kaj se dogaja v Franciji glede Marine Le Pen, vemo, kaj se dogaja z grškimi, tudi poslanci, ki imajo težnje seveda po cepitvi, sedaj, ko so prejeli že dobršen del pomoči Evropske unije. Na drugi strani seveda imamo Nizozemsko, videli bomo, kaj se bo dogajalo v Nemčiji, skratka, negotovost je na vidiku. Zagotovo in to, kar je tudi naredil predsednik komisije, da je pripravil 5 scenarijev, ki ni 5 njegovih scenarijev, med katerimi bi izbirali, ampak je na nek način v teh 5 scenarijih zajeta razprava, ki poteka v Evropi. In na eni strani so države, ki, tako kot je v prvem scenariju, želijo, da bi se nadaljevali približno tako, kot gre sedaj, brez kakšnih večjih sprememb, do drastičnih spremembe, da bi bil še samo te 4 svoboščine, skupen trg, to, kar bi bilo vezivo Evropske unije, to je drugi scenarij. V tretjem scenariju je nakazano, da kadar bi, 25 držav se lahko dogovorili za skupno varnostno politiko, za izmenjavo podatkov in bi 2 državi temu nasprotovali, bi se pač teh 25 držav to dogovorili in bi bila to tista druga hitrost ali pa prva hitrost, ostalim se pa pustijo odprta vrata. Podobno kot je danes pri evru ali pa če hočete pri Schengenu. Evro ima tudi samo 19 držav, nimamo vse članice. In potem 4. scenarij je, da bi se res fokusirali samo na nekaj prioritet, varnostna politika, obrambna politika. 5. scenarij, ki pa mislim, da precej nerealen, kljub temu, da o njemu govori tudi naš predsednik države, je pa ta federalna unija, kjer bi vse prenesli na Evropo. In kot ste omenili, letošnjem letu se marsikaj dogaja, zato pozdravljam to, kar je Juncker naredil, da je sedaj odprl razpravo, da se v Evropi konec koncev tudi streznimo, kaj nas lahko čaka, tudi in da ugotovimo širše, ne samo vrh politike, kaj je možno, ampak da gre ta razprava v države članice, te se bodo na konec koncev tudi odločile, ne more odločiti o tem Evropska komisija, niti Evropski parlament, ampak v sodelovanju z državami in postopek bi nešel po tej poti, da bi do septembra
novembra potekala ta razprava po državah, septembra bi pa komisija potem iz te debate tudi prinesla nek predlog, ki ga bi poskušala do decembra sprejeti. V tem času pa potekajo ključne volitve, kot ste dejali, že aprila, že zdaj marca, konc marca Nizozemska, aprila Belgija, jeseni Nemčija. In zagotovo je predvsem od Nemčije in Belgije zelo odvisno, kakšna bo Evropska unija. Sam, ko tudi spremljam, kako ljudje gledajo na Evropsko unijo, moram reči, da je zanimiv ta trend v zadnjih mesecih po izvolitvi Trumpa, da se ljudje vedno bolj tudi zavedajo, kaj lahko izgubimo. Mi mislim, da imamo v Evropi en problem, da jemljemo vse stvari, ki se danes dogajajo samo po sebi umevne. Ne vem, da lahko vsakdo izvaža po celi Evropi brez ovir, da greš v Nemčijo, se dogovoriš, drug dan gre roba že za tabo, plačila potekajo, da vem, da mladi ali pa starejši potujemo brez potnih listov, da imamo eno valuto, da ni treba imeti 5 valut, ko greš do Pariza in nazaj. In to so stvari, ki mislim, da jih je treba enostavno znati predočiti in tudi se zavedati, kaj lahko izgubimo. In sam, kot sem želel, zelo podpiram to zadevo, bo pa potrebno znotraj Evropske unije več konec koncev nekega razumevanja en drugega in pa skupnih aktivnosti. Če se bodo pa dve države, ne vem, odločile, da kljubujejo nekim odločitvam, pač ne bodo v nekem trenutku skupaj zostali. Ali če sem malo slovenski, kamor pride Slovenija, začne vse propadati. Pa ne vem, če smo tako ključni v tem trenutku, nas jemljajo za bolj proevropsko državo, tudi predsednik komisije in predsednik parlamenta sta to poudarjala, ko sta prišla v Slovenijo, da sta prišla v proevropsko državo, pa tudi podpora Evropske unije in evro in vsem stvarem v Sloveniji je relativno visoka. Gremo na glasbo. Ponovno smo v oddaji, naj ponovim še enkrat, z nami je europoslanec Francip Bogovič iz vrst SLS-a, govorimo o Sloveniji, oziroma če govorimo o Evropski uniji iz Evropske ljudske stranke. Teran, mimo Terana definitivno ne moramo iti, midva danes ga sicer nimava na mizi, mogoče tudi prav tako, kajti slejko prej bo treba probati, kakšen je ta istrski teran. Ampak da vas vprašam. Veliko ljudi pravzaprav nima informacij, kaj se dogaja s teranom. Mislim, da to, kar se dogaja v tem momentu, je gašenje požara. Mi smo zamudili ključni moment, ko bi lahko reševali teran v samih predpristopnih pogajanjih. Pa ne samo teran, Krajinsko klobaso, Piranski zaliv, da ne naštevam tudi vseh ostalih zgodb. Sedaj pa politika, aktualna politika, to prikazuje kot gašenje požara in maksimalno angažiranost, da rešujemo problem, ki je, po mojem mnenju, že zamujen. Vsaj kar se politične diplomacije tiče. Delno delim vaše mnenje, mogoče so potrebni neki detajli še za pojasniti. Hrvaška stran je relativno pozno ugotovila, da je zamudila svoj trenutek leta 2006, ko je Slovenija vpisala kraški teran kot zaščiten produkt. Potem so pa pravilno ugotovili, da bi jih Slovenci, če bi to dali v postopku predpristopnih pogajanj na dnevni red, da bi bilo to tema, zaradi katere bi Slovenija tudi blokirala Hrvaško. In zato ni bilo tega sploh ne na dnevnem redu, ko so potekala predpristopna pogajanja. 2013 je Hrvaška potem stopila v Evropsko unijo. S tem letom pa je nastopil tudi nov tržni red v okviru kmetijske politike, kamor sodijo te zaščite kmetijskih produktov, ki dopušča sedaj to, kar je predlagal komisar Hogan, delegiran akt, s katerim se neke izjeme dodelijo. Nastopi pa ta problem, da je Hrvaška potem v letu 2014 te postopke začela in pozvala Slovenijo k razgovorom. Najprej se to zgodilo junija 2014 in je slovenska stran ministrstvo jasno odgovorilo, da če se imajo namen pogovarjati o zaščiti, se o tem sploh ne bodo pogovarjali. Podobno je ministrstvo odgovorilo avgusta 2014 in začetku avgusta 2014, konec avgusta 2014 pa je bil že ta dokument, se pravi ta delegiran akt, spisan. Septembra smo že gasili požar, ki je nastal v poletju 2014. Zanimivo je to, da je to obdobje, ko prejšnji komisar Čolas ni bil več na funkciji, ker je pač potekla mandat komisiji, Hogan, sedanji kmetijski komisar, pa je nastopil s 1. novembrom.
In v mestnem času je administracija tega direktorata skupaj s hrvaško stranjo ta dokument pripravila. Samo ocenjujem, da bi mi morali takrat iti v pogovore, ko smo bili povabljeni, in jasno povedati, da tu se pač ne da o tem nič pogovoriti, ker je zaščita legalno narejena. Sedaj pravilno ugotavljate, gasimo požar, in zdaj se je v tem pokazalo to, na kakšni osnovi je hrvaška stran tudi to zaščito naredila. Ona je naredila zaščito tako, da je v svetovno sortno listo vinskih trt vpisala teran. To je teran, in to ne, da je to teran, ki se predela iz refoška kot pri nas, ampak da je ta sorta, ki tam raste, teran. V resnici gre pa za refošk. In bojim se, da bo Evropska unija to tudi razumela tako. Ja, tako je bilo razumljeno in tako je tudi zapisano v ta dokument. Sedaj, ko smo se vsi aktivirali, je enostavno ta zadeva v tej fazi, da je Evropska unija prepoznala, da je to, kar sedaj trdijo tudi predlovalci terana, po zadnjem pogovoru s Hoganom, tudi sam sem bil skupaj s kolegom Peterletom na obisku in sem mu to podrobno pojasnil, in moram reči, da sem imel občutek, da se ga je pravzaprav prvič dotaknila tema takrat tako jasno, da je on me vprašal, zakaj pa je v Italiji lahko iz refoška teran. Vendar smo pojasnili, da to je isto to, kar je na Krasu preko meje, da je geografsko to isto območje, kar je ista zemlja, ista klimatski pogoji, da je potem so neki pogoji drugačni kot pa v iste. Tako da, jaz bom rekel, ne bi rekel, da je bitka že izgubljena. Tudi po tem obisku je tudi predsednik komisije Juncker zelo jasno povedal, da bodo argumente še enkrat pogledali, in če se potrdi to, kar so ugotovili kraški vinarji, predlovalci terana, da je hrvaška stran leta 2010 falsificirala dokument, in to, kar je sicer ji uspelo vpisati v svetovno sortno listo 2010, copy-pastala v dokument iz leta 2004, gre dejansko za zelo grdi prekršek, ki je deležen lahko tudi presoje Olafa, se pravi tistega, ki poneverbe ugotavlja Evropske unije. Tako da zadeva bo še zanimiva. Nauk iz tega pa je imeti močno diplomacijo, biti pri stvari takrat, ko zadeve začnejo, in se iti pogovarjati. Mi smo imeli 2004 vse argumente v naših rokah, in vekolikor bi se pogovarjali, bi lahko po moje že takrat ustavili. Tudi sam sem bil pri Kranjski klobasi, to so drugi detajli, vendar nam je po pogovorih z avstrijskim kolegom Barlakovičem smo zelo dogovorila sporne probleme, ki so se tudi izgledali nerešljivi. V Evropi je dialog potreben in to šteje, in če imaš argumente na svoji strani, tudi jih lahko potem uveljaviš. Ponovno je čas za glasbo. Po glasbi seveda se bomo dotaknili še dveh tem, upam, da na kratko, kajti časa nam počasi že zmanjkuje, predvsem o zavezništvu za mlade, v katerem ste izjemno vpleteni, in pa seveda na drugi strani tudi politične razmere na Balkanu, ki pa moram reči, da vrejo. Gremo na glasbo. No, nadaljujemo pogovor s Francijem Bogovičem. Naj ponovim še enkrat, že pred glasbo sem omenil, da bomo govorili tudi o ključnih izzivih kmetijstva v letu 2017. Govorimo seveda tako na Slovenijo, kot seveda tudi Evropsko unijo, ampak če že govorimo o Sloveniji, krožno gospodarstvo je eno izmed tistih segmentov, ki ga seveda vi kot europoslanec, kot bivši minister pravzaprav tudi za kmetijstvo močno podpirate. Najprej ga razumem, zato ker sem tudi kmet, predelovalec jabolk, tudi izhajam iz družine, kjer brat kmetuje danes na veliki kmetiji, kjer je 100 krav, moznic in podobno. In tako moram reči, da prvo, kar je treba reči, kmetijstvo je samo po sebi krožno gospodarstvo, in tisti, ki smo v kmetijstvu, to zelo z lahkoto razumemo. Res pa je, da se pojavljajo zdaj nove variacije, kjer se poskuša tudi širiti te kroge krožnega gospodarstva. Ne vem, na primeru, ko sem letos organiziral 5 okroglih miz, smo na Ptuju zelo izpostavili dilemo okoli predelave sladkorne pese. Sladkorna pesa je kot kultura, kot industrijska kultura, poleg tega, da dobimo sladkor od pesne rezance, kar smo v preteklosti znali, je to produkt, kjer na 1 hektar dobimo največ sladkorja po naravni poti. Belgijci in Nizozemci kot najboljši pridelajo 14,5 ton sladkorja na hektar. Takšni so donosi.
In sladkor kot surovina je odlična surovina še za nekih 28 produktov, ki se lahko v sodelovanju kmetijstva in kemije predelajo. In cilj je, kako v krožnem gospodarstvu izriniti čim več fosilnih virov in upeljati v to ekonomijo te naravne vire, ki jih sami predelamo. In zato je tu cela vrsta izzivov na področju kmetijstva, gozdarstva, na področju ravnanja z odpadki in to je v bistvu neka filozofija, kjer je potrebno samo v bistvu to, kar že sedaj počnemo, nadgraditi na višji nivo, prav razumeti in se tega enostavno v življenju tudi držati vsak dan pri hrani, takrat, ko doma pripravljamo ali pa ko gremo v trgovino, da ne bomo delali še naprej, tako da bomo 30% hrane zavrgli iz mize. In v bistvu so to za princip, kjer je potrebno uveljaviti to, da je z naravnimi viri treba delovati in za vsemi viri zelo skrbno. In to je osnovni nauk tega krožnega gospodarstva. Zelo enostavno. Malo manj, oziroma veliko manj enostavno pa je dogajanje na Balkanu. Poznamo velike težave, s katerimi se sooča že kar nekaj časa Makedonija. Poznamo Bosno in z vsemi entitetami. Nedolgo tega sem dobil izjemno zanimivo informacijo kolega, ki dela v Bosni na televiziji, ko je dejal, da poskušajo mir uveljaviti na Balkanu tisti, ki so začeli vojno in da je to praktično nemogoče. Poznamo Srbsko krajino pravzaprav z njihovimi težnjami. Kaj se dogaja na Zahodnem Balkanu? Zahodni Balkan, to danes pojmujemo to, kar je ostalo od Evropske unije, od Jugoslavije in še zunaj, se pravi Bosna, Srbija, Makedonija, Črna Gora, Kosovo plus Albanija. Da. To je nemirno območje, ki je zgodovinsko zanetilo že marsikakšen požar. Tudi prva svetovna vojna je doživela povod v Sarajevo, kjer so se srbsko-avstro-ogrski interesi križali. Tudi sedaj ni požar, ampak že tli. Že tli. Je pa, se popolnoma strinjam, sam kot član delegacije za Srbijo, tudi delujem tudi v Bosni, tudi v Albanijo grem naslednji teden. Opažam, da kolegi v teh državah enostavno iz teh zgodovinskih prepirov ne znajo iziti ven in pogled usmeriti v prihodnost. Še več, da vam skočim besedo. Učimo pravzaprav mlade ljudi sovraštva. Nedolgo tega sem zvedel, da v Bosni, recimo konkretno v Sarajevu, je v osnovni šoli prišlo do tega, da sta dva vhoda. Na enem hodijo muslimani, na drugem seveda tisti, ki niso muslimani. Vse to je pravzaprav neka vzgoja sovraštva. Poglejte, ko ni prave prihodnosti in v teh državah je žal ni, zato ko se vračam nazaj, kako živijo mi v Evropski uniji, kako živijo ljudje na Zahodnem Balkanu, in ko ni prave prihodnosti, so ljudje zelo dojemljivi za najrazličnejše vplive. In to področje je sedaj deležno tudi zelo različnih vplivov. Ko govorimo o Bosni, vemo za ta etnični spor treh Bošnjakov, Srbov, Hrvatov, sedaj pa prihajajo vplivi po eni strani iz Srbije in tudi iz Bosne v Srbijo, bošnjaški del prihajajo iz islamskega sveta, cela vrsta znakov kaže in tudi vemo, da je v Bosni bilo daleč največ borcev islamske države. Belgija je država, ki je imela 30 borcev na milijon ljudi, Bosna je imela kot največ v Evropi od EU držav, Bosna je imela 90 borcev na to. Vemo, da so posebne šole, kjer so se Turki po njihovem državnem udaru spopadli na bosanskih tleh, katere šole so Gulenove, katere so uradne šole. Tako da ta območje imajo zgodovinske težave znotraj držav, zelo slabo se gospodarijo in ne gre gospodarska stvar naprej in zato so dojemljivi za te, recimo temu, neumnosti ali pa stvari, ki definitivno ne peljejo naprej. In sam moram reči, da je v Evropski uniji tudi sam vedno tudi o tem debatiram in je zelo veliko skrbi. Je pa velik problem, da glede na to, da kot sem že dejal, ruski vpliv v Srbijo in ostali vplivi, Makedonija, spori med strankami znotraj Makedonije, širitev albanske ideje, to in kot ste dejali, izjave so tisti, ki so zanetili sporne, ampak zelo težko Evropska unija pride in rešuje probleme, ko so na nek način
te delitve tako globoke in največkrat se poizkuša tiste, ki jim iskreno poskušamo pomagati, na koncu črniti, ta je na tej strani, ta je na drugi strani. In prostor bo potreboval zelo veliko pozornosti, tudi Evropske unije, in videli smo pa pri migrantski krizi ali pa če hoče pri vojni v Bosni, kako blizu smo se in kako predvsem na tiste države, ki smo soseščini, lahko te neurejene zadeve tudi vplivajo na življenje pri nas. Franci Bogovič, hvala lepa za obisk v studiu in pa seveda veselimo se naslednjega obiska v tem studiu. Do takrat pa seveda vse dobro. Vse dobro in lepo pomlad želim. Hvala.